dame in gospodje, dragi prijatelji, dragi družba, lepo pozdravljeni, dobrodošli na podelitvi nagrad športniku leta 2018. Dajmo je velik aplavz. Ja, 2018 najboljši športniki. Danes slavimo najboljše športnike v preteklem letu. Upam, da ne bo moj izvok preveč piskal. Tako da lepo pozdravljeni, lepo, da ste se danes tukaj zbrali, pozdravljeni tudi župana in tudi vse pretekle župane in ostale, ki ste pripomogli, da šport v Slovenskih Konjicah deluje že več kot 25 let. 25 let letos slavi Zavod za šport. Dajmo je velik aplavz, še 25 let dela, truda, delovanja. No, tako, moja ime je Tin, jaz sem po poklicu komik, tako da moja naloga danes je, da poskrbim, da bo vse potekalo bolj sproščeno, zabavno, brez korupcije, brez komplikacij, profesionalno, ker sem vsem profesionalni komik, tako da vse bo pod kontrolo, lahko se sprostite. Danes bomo tudi veliko ploskali, tako da, ker pri športu se spodobi, da se seveda ugrejemo, tako da zdaj predlagam, da se tudi malo ugrejemo, bomo malo preizkušali, kako nam gre ploskanje. Za začetek, da zaploskate vsi fantje, moški, vsi gospodje, da slišam vse moške, da zaploskate, no dajmo. Tako je to. Dobro. Tak močan, dober moški aplavz. Zdaj pa vse gospodične, dame, vse gospe. Dobro. Tako, tam. A je kdo slučajno poročen? Aplavz poročeni, da vidimo, če je slučajno. To je najslabši aplavz vseh časov, samo to, kar veste. Prav trajale, še 3 sekunde je trajalo, da se zaploska, prav to se oj, kaj mi nas sili. A je to samski, aplavz vsi samski, da vidimo, če je. Manj jih je, ampak so bolj srečni, ste videli to. Predvsem so otroci se bolj veseli. No, zaploskajte vsi, ki ste mlajši od 20 let, da vidimo vsi mlajši. A mladi je prišljeno. No, kot vidite, na moji levi gospod Marijo Koser, ki bo danes tudi potolmačila, njo lahko tudi jaz malo zafrkavam vmes, to bo zelo zabavno. Recimo, če rečem, raca je pojedla kobilo v Zrečah. Super je, ker se je še zasmejala zraven. No, to je to. Za začetek malce smo se spoznali, malo gre. Jaz mislim, da je ena pomembna stvar, ki tudi sledi pri ogrevanju. Zdaj, jaz sem odraščal v Krškem, a imamo koga iz Krškega tudi danes. Vse, če bi, le to je, gospod, on ker vse ploska, da je samski in uvezi in poročen in vse je to. Aha, vsi ga poznate, da vam se to doskrat pozlaša. No, zdaj, celo življenje sem se vozil, kamorkoli sem šel, to bojo mladi, tudi in starejši prepoznali. Če ste kamorkoli v Sloveniji kdaj peljali z vlakom, veste, da ti nekam greš z vlakom, nikoli ne razumeš, kaj govorijo po mikrofonu. Ti vedno čakaš vlak, in pa slišiš sporočilo po mikrofonu, ki gre takole. Nikoli ne razumeš nič, kjerkoli v Sloveniji greš, nikoli ne razumeš, kaj govorijo tam po mikrofonu. Se razmišljam, zakaj ne dajo kako znano osebnost, ki bi delala na železniški, recimo Srečko Katance, se predstavljate, da Srečko dela na železnici. Ti čakaš vlak in kar enkrat slišiš potniški vlak gre zdaj iz Celja. Bom vsak čas pripelil, koga ne rečem strojvodja, kapo dol, ne? Bravo. To so vsi z vlakom vozili, to bilo noro. Ker vedno še ponavljajo to sporočilo, vedno reče, ponavljam. Tako ne razumeš nič. Včasih še jokajo po mikrofonu. Edina stvar, ki jo razumeš, je, ko na koncu tega sporočila vedno dodajo, pa rečejo, bože, bo prišel 26 minutno zamudo. Vedno je zamuda, 3 ure. Moraš čakati vlak. Če ste kdaj čakali vlak, se mislim, da doskrat, ko zamuja, greš na WC, pa ni ključavnice na vrati. Pa moraš sedeti pa držati vrata. Vadiš te reflekse, dobro hitrej. Ampak zdaj, bil sem prvi na WC, tudi tu v dvorani, danes so WC-ji vsi avtomatični. Ti priješ na WC, luč se samo prižge. In pa nekaj časa sediš, luč se ugasne. Takrat smo si tako, hodiš po cela WC-ju, brez hlač, hodiš tam okrog. Se vidi, kako bo sploh pokazal. Najbolj smešen je tam, luč se prižge, 16 je na WC-ju. Vsi hodimo tam okrog. Vedno ena gospa je tudi bolj smešna od mene.
Videla, da bo zdaj naprej skozi hodila na vse nastope skupaj. Drugače pa ena stvar, ki se zgodi tudi danes, ki je vse avtomatično. Ti priješ na WC, hočeš si roke umiti, te pipe so avtomatične. Jaz se vedno neumno počutim, kad tam stojiš povedaj vode. Ker nikoli ne dela tale pipa. In na koncu te čaka najbolj inteligentna naprava vseh časov. Stroj, ki piha v rod zrak, pol ure tako stojiš. Na koncu moraš vseeno narediti. To neče pomaga, samo pekline dobiš po roke. Tako da, dame in gospodje, zdaj smo se čist malo greli, čist po nehitrco, tako da lahko začnemo z današnjo uradno prireditvijo. Za začetek bi prosil nekaj uvodnih besed kar župana občine Slovenske Gorice, tako da prosim en velik aplavz, danes tudi z nami gospod Darko Bajc, en velik aplavz. Takole, spoštovani, pozdrav v mojem imenu občine Slovenske Gorice. Šport Gorica se ni začel pred 25 leti. Šport Gorica je nekoliko starejša zadeva. Prvi športniki so bili Sokol in Orli, 100 let nazaj sodelovali. Prvo športno društvo je bilo Gorica ustanovljeno leta 1933, imenovalo se je SK Gorica. Prvo nogometno tekmo so odigrali leta 1934, s Poljčanom, nažalost so izgubili, ampak kakorkoli. Torej, zgodovina športa Koniškega sega daleč in ima tudi velike uspehe. Zato, da so veliki uspehi, so ponavadi zaslužili tudi posamezniki in v tej priložnosti rad nekatere tudi poudaril, nekateri niso več pred nami. Gospod Boldej Viktoršič, gospod Vlado Geber, gospod Klančnik William Starejši, to so bili tisti, ki so v enem obdobju dali velik pečat športu. Imamo še živeče, Stane Zule, Jože Baraga. Ta dvorana stoji zato, ker je bil gospod Baraga po nekem obdobju tudi župan te občine. Torej, to so tisti, ki so šport Gorica v enem obdobju zaznamovali. Seveda, rezultat vsega tega so odlični športniki, so odlični športni dosežki ekip posameznikov. Tukaj imamo dva primera športnika, ki sta že zaznamovala zgodovino goriškega športa. Imeli smo Zdovca, imeli smo Dabanoviča, imeli smo sedaj recimo Zidanškovo v tenisu. Torej, to so neki presežki, so posamezniki, ki so vzor tudi mladim. Mladim, da, bom rekel, spoznajo, da lahko tudi športov uspejo. Lokalna skupnost se zaveda pomena športa. Veliko vlagamo v šport, nekateri bi rekli premalo, ampak če pogledamo objektivno, je denarja kar precej vloženega. Ne nazadnje, če gledamo, smo preteklem letu zgradili pomožno igrišče, nogometno igrišče, torej vse vlaga. Ampak denar seveda ni vse. Mislim, da je več na vas, ki delate v športu. To pomeni športni delavci, trenerji, tisti, ki vodite športno društva, ki dajete veliko energije, časa, da zadeve tečejo tako, kot morajo. Velika zahvala tudi podjetnikom in podjetjem, ki ves čas stojijo ob strani goriškemu športu. Ne samo danes, ne samo včeraj, desetletja nazaj je temu bilo tako in iskrena hvala še enkrat za te dejansko za to razumevanje. Kaj ne reče? 25 let Zavoda za šport je za nami. Zavod za šport je ugledni zavod, ki je v tem času popolnoma upravičil svoj obstoj. Skrbim sledno za to, da šport funkcionira, da so objekti urejeni. Želeli bi si še nekoliko več. Želeli bi, da bi objekti športni, ki jih imamo v občini veliko, bili še bolj polni. In na nas je, da to tudi naredimo. Torej, danes je slavje, danes je lep dan, iskrene čestitke Zavoda za šport, iskrene čestitke tudi vsem prejemnikom, bom rekel, današnjih priznanj in naj nas šport vodi še naprej, tako kot je do sedaj. Hvala lepa. Smo bolj skromni na občine in priznanje Zavoda za šport za 25 let dela, prosim, direktorca, če prideš.
Še nekaj besed bi prosil, kar direktorico Lauro Kranjčič, če prosim še vi pozdravite naše goste. Najlepša hvala najprej gospod župan za podeljeno priznanje Zavodu za šport in torej vsem tistim, ki so kadarkoli v Zavodu za šport delovali in tudi doprinesli k razvoju športa. Hkrati pa pozdravljam vse športnice, vsi športniki, športne delavke in delavci in pa tudi vsi ostali, ki ste si danes vzeli čas in se udeležili te naše prireditve. Nekateri med vami iz društev ste jo poimenovali tudi kar praznik športa občine Slovenske Konjice. In jaz se s tem čisto strinjam in prav je, da nas je danes toliko tukaj in upam, da nas bo v prihodnjih letih še več. Poleg javne obeležitve uspehov športnikov, društev in športnih delavcev pa imamo danes tudi to čast, da dejansko obeležimo 25 let delovanja Zavoda za šport. Menim, da lahko to ocenimo kot uspešno. Zavod se je izkazal kot dober gospodar športnih objektov, kar pa je dejansko bolj osnova, ki je potrebna za tisto srčno stvar, ki rečemo vsebina, šport in pa torej vsi posamezniki, ki se preko športa rekreativno ali profesionalno udejstvujejo. Vsi aktivni na področju športa smo si nabrali precej izkušenj, za sabo pustili mnogo lepih spominov in ustvarili nešteto misli, ki nas še danes ženejo naprej, dajajo življenju smisel. In ta bit želimo na Zavodu za šport tudi ohranjati in nadgrajevati. V povezovanju, sodelovanju in prenosu informacije je namreč ključ do uresničevanja našega namena, ki pravi, naj bo vsak občan povezan s športom. Hvala za vašo pozornost. Prepuščam besedo Tinu, podelitvi priznanj in deljenju spominov. Že sedaj pa vas povabim tudi na ogled stalne razstave, ki smo jo pripravili na hodniku za tribunami in povzema 25 let delovanja Zavoda za šport in pa nekaj utrinkov tudi športnih od pred tem obdobjem in pa na druženje o pogostitvi po prireditvi. Hvala. Zdaj pa bomo se že počasi posvetili tudi prvim podelitvam, tako da mlajši od 16 let, tisti, ki boste prejemniki, ki veste, da ste prejemniki, se že kar pripravite. Jaz, kot rečeno, prej, ko sem rekel, sem odraščal v Krškem, potem smo se preselili z družino v Kranj, ker je moja mama je bila tako, kjero mesto je še bolj neumno, kot Krško Kranj. Ja, pojmo tja. In zdaj, predstavljate se, jaz sem bil star 7 let, ko smo se preselili iz Krškega v Kranj, prišel sem v Kranj in sem hodil okrog in sem govoril, zdravo, Sladoled, Vsi Gorenci so me gledali, ko rekel je Sladoled, ker na Gorenskem se ne reče Sladoled, ampak se reče Sladoled. Ja, Sladoled. In to so me skozi zaprkavali. A rečete Sladoled ali Sladoled? Sladoled. A rečete kokice ali kokice? Kokice. Kokice zveni malo arogantno, tako malo kokice. Ponavadi, ko greš v kino, poješ kokice, jih poješ še preden se film začne. Pa ti usnice zatečejo od soli, zgledaš tam kaj en morož, si tam kaj, jaz ne čutim usnice. To so cele sečovle dal noter kaj. Ponavadi si tako mečemo kokice v usta in je ta katastrofa. Tako da zdaj se predstavljam, da jaz pridem tja, tam sem bil mali fantek, sem hodil okrog, zdravo, so mi vsi zaprkali, so pa še glava sem osvetil. Tako da Gorenci, a je kdo iz Gorenske danes tukaj? Mogoče še enek, lepo. Zato sem na začetku povedal, zato, da se vam že vnaprej upravičil za mojo napačno izgovorjavo vseh priimkov, ki jih bom danes tukaj najavil, tako da ne boste mi prosim kaj zamerali. No, mi pa kar začenjamo s prvo podelitvijo, s prvimi nagradami in sicer za perspektivne športnike do 16 let. Tako da bi kar prosil tudi gospod Lauro, ki se nam pridruži za podelitev. A ste gospodična ali gospa? Gospa, tako da bomo nekaj narobe vzjavo mož tam v zadnjem na tepu. Tako da kar začnemo, najprej začnemo z društvom Kaš, tako da bi kar prvega, ki bo danes otvoril tele naše nagrade, povabil na oder in to je Nik Fevžer. Nik Fevžer, 7. mesto, državno prvenstvo v krosu na 100 metrov. U14, Jaz kar vam rekel, da ne bomo danes en 5 ur bomo tukaj, da imate cajt. Vam kar gremo naprej. Lukas Sapnik je naslednji nagrajenec za World House. Lukas Sapnik. In sicer bomo še kar celotno ekipo, ki je na prvenstvu Slovenije za 2016 v teku na 30 metrov ekipno dosega
Bolej, a boš počakal s tem, da je skupinsko foto? Ne. Zato ne, ne. Ok, zdaj pa gremo, kar naprej z ekipo, Patrik, pa Noga, pa bo prav zlato. Zor, prošel, in Jan Jeskovar,
Ajde, da ti vprašam. Imaš čas? Malo čas. Ti se obariš s katerim športom? Ja. Se obariš športom? S katerim pa? Taekwondo. Se pravi, ti bi mene lahko zelo malo natekla, če bi hotela, ne verjetno. Ja. Skromno je, zelo skromno. Ja, bi te sam nočem. Ampak super, kako ti pomaga to pri vsakodnevnem dnevnem življenju, ti pomaga, da si zjutraj se zbudiš, si polno energije. Ja. Kaj, ali v šoli si za tega bolj pridna, recimo, bolj disciplinirana? Ja. To so bili odlični odgovori. Hvala. Ada. Všeč mi je njen zen pristop pri življenju. Vse se da, če se hoče, samo malo skomitev za krimi. No, super, gremo naprej. Maša Štante, je prav tako prejemnica Maša. Red Power, Taekwondo slovenske police. Čestitke Maš in Žan Košomaj, prav tako prejemnik. Čestitke Žan. Prej, da niste videli, kako je pomagal v publiku, zdaj še enkrat pomagal, Žan. Koliko si prej pomagal? Žan, še enkrat pomagal. Hvala. Tako, gremo naprej. Andraž Gulak, ali Gulak, prav tako prejemnik. In Državna šola Roče, kar je državni prvak borbe mlajših kategorij za 55 kg. Jona Mernik, naslednji prejemnik, oziroma naslednica, prejemnica Jona. In sicer prvo mesto na državnem prvenstvu v desnem nasilu do 15 let. Čestitke. Nina Kvas, naslednja prejemnica, Nina. Peto mesto na državnem prvenstvu v curlingu. Mija Rančak, prav tako naslednja prejemnica, Mija. Četvrto mesto na mednarodnem tekmovanju Slovenija Open, freestyle disciplina. Alja Sobin, naslednja prejemnica Alja. In pa Zoja Visoči, prav tako prejemnica iz Žarkovskega druga. In so se še malo izgorele in razmigale čez celo dvorano. No, mi gremo naprej. Eva Gorjuk je naslednja prejemnica, Eva Gorjuk. Eva je prišla direktno iz služenja. Eva Gorjuk je sicer osvojila 4-krat prvo mesto, 1-krat drugo mesto, 2-krat tretje mesto in prvo mesto na mini pokalu Litrans in tretje mesto Little Fox. Zato čestitke tudi za Evo. Gaja Kidrič je naslednja prejemnica, Gaja Kidrič. Evo je bravo, srdano. Enkrat drugo mesto in na tretje mesto pokala Roka Kidriča na mednarodnem tekmovanju. Ajda Ošak je naslednja prejemnica, evo je bravo za Ajda. Na mednarodnem tekmovanju 2-krat tretje mesto. Alma Macuk, naslednja prejemnica. Ana Semprilipo, 4-krat tretje mesto in Koroški pokal 4-krat prvo mesto za Almo. Jure Kočevar je pa naslednji prejemnik. Jure Kočevar. Jure 2-krat tretji in v Koroškem pokalu prvo mesto. Jure. Filip Prosenak, njegov glas, Prosenak. Jure Prosenak. Enkrat drugo mesto, enkrat tretje mesto, Koroški pokal, 2-krat prvo mesto, enkrat drugo mesto. Kako se pravilno prevede tvoj prijemek? Prosenak. Vi ste vsi smučari? Ja. In kakšne so vaše ambicije, cilji? No,
Dobro, ja. Vsi ste bili po prvi, drugi, tretji, ali ste kaj pustili ostalim še drugi krigi? Ne, prav. Nemo je velik hvala za naše slučanje. In gremo še tretji kategoriji Ulf Eberl. Je pravi poprejemnik Ulf Eberl. Ki je vsega prvo mesto v državnem prvenstvu v kategoriji do 52 kg na mednarodnem turnirju čestitke Ulfu in Salih Plava, prejemnik nagrade, ki ste oba bokserja, če se ne motim, gremo je hvala. Drugo mesto v državnem prvenstvu do 62 kg in imamo še nagrad še 40 nagrad. Ne, se bomo zdaj, smo že pri koncu tele kategorije do 16. Luka Hübernik je naslednji prejemnik. Luka Hübernik, in sicer zavodnitega Višnjeva Drevina in Luka Penaka Ipa. No, pa bomo kar našteli še ostale člane iz zavodnitega društva, to so Lan Jančič, Žiga Lepo, Tilen Jager, Žiga Ciklarič in pa Miha Bogodar. Imamo kote. Iz zavodnega društva Drevina, Evoja hvala za čevaše. No, vidite, da še se bi zadnji, morate gledati tukaj sredi, se predstavljate za zgodinsko televizijo. Temo še morate vlado, to so bi naši mali, da se tudi imamo še na zgodinsko. No, imamo pa še 4 prijemnike, ki so prihajajo iz različnih individualnih športov. Kaj tako da držite, da je točevanje mišic, da se malo prekaj stegnem. Lana Burg je še Lana Burg, ki je prihaja iz sveta gimnastike. Monika Borovnik prihaja iz sveta plezanja, ki se ima da plezalka. Ajda Rehnik, prav tako imenika. Adjenika in pa Meni Peter, Strelko. Meni se nekame Strelkom. Tiste, ki sem individualno oziroma Meni, Ajde, Monik in Lani. Dejmo je veliko hvala za to, da naši mali. Hvala vsem, da se predsedete nazaj. Super se bili. Razvijo kolena še. Lani, ne vem, če se spomnite, Slovenci smo lani praznovali košarko, svet košarke, slovenska reprezentanca bila kar evropski prvak. A ste gledali kaj košarko takrat, ko so naši zmagali? Noben ni gledal. Tako daleč je šlo v Sloveniji, pa prav euforija v košarki, tudi moja punca je gledala košarko, čeprav ne gleda košarke recimo in je potem bila čist zmedena, a je špida gledala tekmo in on je tako, je že konc tekme? Ne, to je druga četrtina. Ja. Nekoliko pa jih je? 6 četrtin, res, neskončno, noben ne ve, a veš. Ker vedno tako, punca ima dosti kakšno vprašanje odgovarjati. Zakaj pa v 3 prste drži v zrak, on je Srbije, pa ne sprašuj teh neumnosti. Kaj pa vedno eno vprašanje, moja punca je polna vprašanje. A imamo, tam ne vem, da so košarkarce, pa tam so nogometaši, kje so pa ostali člani ekipe, pa so si vzeli frej, so z matrami, so na dopustu. Ponovadi se mi vedno to postraši, če jih kaj vprašam. Enkrat sem vprašal na nastopu nekoga, enemu sem rekel, je to tvoja punca? In je bil tako živčen zaradi tega pritiska. Je to tvoja punca? Je bil tako, Tomaž. Vsi so se smejali, punca ga je božala po glavi, on je njegov sirotinja, kaj čemo.
ker ne veš, kaj bi bo rekel, vprašanja bodo tudi težja v nadaljevanju, tako da ne se nič ustrašiti, če vas kaj vprašamo, potem, ko pridete. Tako da, ok, mi gremo pa naprej na naslednjo kategorijo in sicer nagrade za posebne dosežke za šport otrok in mladih. In sicer, prosim spet naši dve lični hostesi, oziroma direktorica Lauro, da se nam pridruži, da začnemo z podelitvijo posebnih dosežkov in sicer bomo začeli kar pri prvem in to je Martin Tome. Evo, velik aplauz. Verjetno je Martin. In sicer Martin je dosegel 3. mesto na državnem prvenstvu v krosu in pa tudi 2. mesto na pokalu Slovenije v 10 tekih in 10 km. Potem ekipa mlajših dijakov in sicer šolskega centra Slovenske Gorice. To so oziroma Slovenske Gorice Zveče, Martin Tome, je že in Ožvej Račun, Ožvej, ali je tukaj. In sicer 3. mesto tekmovanja v šolskem ekipnem krosu. In sem videl super, bravo, super. Martin, so malo naprej, da se skril tam pod koščkom. Ok, gremo naprej, Lukaš Štet, prav tako prejemnik za posebne dosežke. Drugo mesto na prvenstvu Slovenije na 400 metrov. Luka je bil drugi na 400. Jakob Tome, naslednji prejemnik. Jakob, 3. mesto Slovenije v dolgo speti. Ali še nekaj govorimo, ok. Kje pa je Jakob? Doma je. Ma vsaj še snemci se še pusto, ok. Verjetno se uči za maturo. Uči se za maturo. Res, februar, mislim, marca, zelo pridemo, da reče, da ne. Ampak da si ga potupil zdaj. Ok, zdaj, ko je predvsem mislim povedal, da je kaj delam. Pa hvala, ker si tako nazel. Ok, gremo naprej. Z nami tudi, upam, da je z nami Dorina Živeš-Uši. Evo, hvala za Dorino. 3. mesto za državno prvenstvo v krosu. Ja, Dorina. In mi gremo naprej. Naslednja je prav tako ekipa v krosu osnovne šole ob Dravini 2015. To je ekipa, ki jo sestavljajo Ajša Silka, Aja Zubin, Nik Težer in Patrik Panoga. Sicer ekipa v ekipnem krosu. Tukaj Kritašnik pa Patrik Panoga. Patrik se že vmes učil. Čestitke. To ste bili mešana ekipa, pa se mi tako dobro, super. In še ena ekipa, ki je osvojila 3. mesto v ekipnem krosu, to so pa Vita Tome, Zara Hasec, Jure Petrič in Dilan Milenko. Evo je aplauz. Naslednja ekipa prihaja iz košarke, iz košarke, ekipa v košarke osnovne šole v Dravini starejša dekleta. Evo je aplauz. Namreč prvo mesto državno pokale v košarki. To bo starejša dekleta. Smo prva peterka, odkrilo danes z nami, se bi prva peterka, prva peterka počila in druga peterka je zdaj videli, kako mi jezik gledal. No, imamo tudi še eno državno finale v košarki, drugo mesto, to so bile pa dekleta, mlajša dekleta iz osnovne šole ob Dravini. Drugo mesto v finalu. Mlajša dekleta. Evo, naši kuci so res vse pa še zagrane, čestitke. Ok, imamo še nekaj nagrad. Žan Žalar je tudi prejemnik nagrade za posebne dosežke. Žan Žalar. In
sicer trikrat prvo mesto, dvakrat drugo mesto, da je zavljeno mnogo poslušal spričal, ni danes z nami Tilen Tič, prav tako prejemnik nagrade za posebne dosežke. In sicer Tilen je osvojil je doma, ok, da bo to ukazil na mest njega. Boš ti prezel, sam pes, da boš še to. Ja, ok, super, da boš ti pa doma ne omari. Ok, super. No, super, hvala. Ok. Nina Garzini, prejemnica nagrade posebne za tretji mesto na balkanskem projektu v Katar za Slovenije. Je tudi članica reprezentantne Slovenije, kadetske reprezentantne. In Mec Strniša, prav tako iz kluba 77. Mec je državni prvak v Katarah, predvsem že 3 leta zapored. Je tudi član kadetske reprezentantne Slovenije in edini, ki se je res uredil za to, da je tukaj danes. No, imamo še nekaj kreditov, Gal Očko je prav tako prejemnik za posebne nagrade, posebne nagrade za posebne dosežke. Gal drugo mesto v Dvora med manjšim izgledilo mesto v Katarah med manjšim državnim prvenstvu. Ivan Hajulaj je prav tako prejemnik Joan Muzike, to je nekaj pisma, evo, če tukaj. Joan je osvojil drugo mesto v Katarah na državnem prvenstvu in pokalni prvak Slovenije v Katarah med najmlajšimi. Odlično, tudi član otroške karate reprezentantne Slovenije. Anđela Mijatović je naslednja prejemnica. Ti si pravil, da si odlična v karateju in to res. Ja, to vejo, očitno danes tudi vsi to vejo. Vsi vejo, da si tako dobra. Ja, kaj pa je bil tvoj letošnji največji dosežek, največji uspeh? Kaj si bila najbolj zadovoljna sama s sabo? Ko si pospravila sobo v petek, ja? Športnik je največji dosežek, ki si spomniš. No, tukaj piše, kako ti piše, da si bila druga v Katarah na državnem prvenstvu. A se spomniš tega, da želimo to daleč? Ne spomnim se, želim. Ja, to je najbolj hvala. Sara Novak je naslednja prejemnica. Drugo mesto v Katarah na državnem prvenstvu. Članica reprezentantne Slovenije. Tijan Masec je naslednji prejemnik. Tijan. Drugo mesto na državnem prvenstvu. Prvo mesto v zbovalcev članov otroške karate reprezentantne Slovenije. Alex Ovas naslednji prejemnik nagrade. Alex. Tretje mesto v Horvatu na Mladinski, na državnem prvenstvu, tudi član Mladinske karate reprezentantne Slovenije. Jure Sluga, naslednji prejemnik nagrade. Tretje mesto v Katarah na Kadeti, na državnem prvenstvu, na svetovni ligi Slovenije, Romunov osvojil 7. mesto. Član kadetske reprezentantne. Taja Vizjak, naslednja prejemnica. Taja Vizjak, ki bo narekovala za Tajo. Drugo mesto Borbe. Do 25
Lekcija. Kako se pravi? Kaj? Ja, ampak kako se pravi imena, se da robe pisali? Kaj? Ja, super. Ok, to so še enkrat imamo tudi zgodili, tukaj bolih družin, nekaj Matic Mišič, je to Matic, je nosilec črnega pasu. Aktualni državni prvak, tam bojo bolih Horvat in Matic do 63 gramov. In pa Nik Avušin, to je vam bilo v sekunice. Nik tudi imamo sem, tisti rekel sa medalje olimpijskih igra, oziroma najne. Kako je bilo? Pa ovo je super, da je zavedne slušnje. Niče tako, da sem želel, da je se poznali veći. Kakšna je izkušnja olimpijskih igra, se se počutil v Olimpijci? Ja, dejansko so popravljeni so se odlično. Ja, sam čisto baš je sada bila tekma. Se taka je sve slabo trenira i značajno svima je. Odlično. Dajmo evo razpravljati. Nik, kaj se mesto v olimpijskih igrah? Urk Ogrizek je prejšnji naslednjega priznanja Urk Ogrizek. Judo, prvo mesto v posameznem tekmovanju U14 in tudi državni prvak v kategoriji do 46 kg. Maruša Ledinek je naslednja prejemnica, Maruša in sicer prvo mesto v tretji disciplina na državnem prvenstvu. Adriana Lili Brumec, tako prejemnica. In sicer prvo mesto v novinci na državnem prvenstvu in tudi drugo mesto v novinci na mednarodnem tekmovanju Slovenija Open. Ok, imamo še nekaj košarkaric, tukaj danes prvo bomo predstavili celotno ekipo U13, Žrtve Konice, tretje mesto v ligi za dekleta U13. Tako da Žrtve Konice, ekipa U13. Slike, košarkarice, Ako so bi še ostala, tako se spremamo zelo. No, med košarkarice imamo tudi nekaj posameznih kategorij, tudi posamezno izpostavljenih punc. In sicer začnemo z Ajšo Sivka. Ajša Sivka je prišla mesto, je bila članica v Slovenski U14. Čeprav je leto mlajša, potem je tukaj Tija Tajkar. Tija je bila v reprezentaciji U16 na Evropskem prvenstvu. Tako da čestitke Tiji, Zala Šrot, prav tako v reprezentaciji U16. Kot edina 14-letnica, tudi najboljša sredka v turnirju. Tako da čestitke Zali, Tori Škorar, prav tako prejemnica Tori je bila članica U15 in 17 Žrtve Celje, Cigarne in igrala v Evropskem prvenstvu. Katarina Felžer, prav tako prejemnica posebnega priznanja. Katarina Felžer iz Strelskega društva Slovenske Unice, ki se
čestitke tudi njih. Ok, preden, to so bili naši posebni dosežki, preden bom samo še tvori govoril seveda in gledali tvori, prej še ti malo dokumentirala. Ti si za danes, ti sem si letos igrala v Celju, bila si za Evropski ligi, a imaš kak nasvet, dobiš vse te tamale, dokudne športnike, kaj bi ti svetovala, da si že stvar profič? Nikoli ne obupati nad svojimi stanjami in trenirati vsak dan, Bravo, super, hvala tvori. Da se duša, znaš, da se duša. Zdaj še evo, da to sem rekel, oziroma vsi malce vse ne sluši. Ena sekundska privatija mama. Zdaj malce bolj skupaj, da visokih košarkah se zadaj, da se visoke Anđele tipek naprej, malo bolj spredaj, tukaj se postavili. Malo se nasmehnete, nasmeh. Ja, bravo vsem posebnim dosežkom. No, imamo še kar nekaj nagrad, še ne 3 ure pa smo prej. Upam, da niste še preveč utrujeni, pa da vas ne bolijo roke od ploskanja. A vas bolijo roke od ploskanja že kaj? Lahko probate tako v kontrasmer ploskati ali pa po kolenih, lahko bi cepetali z nogami, če bo šlo, ampak okej. No, ena stvar, ki se dogaja v zadnjem času, opazil sem, ti recimo, ko greš danes v trgovino, smo vsi pod stresom, vsi smo živčni. Ti, ki priješ v trgovino, recimo, ponovadi, ko stojiš na blagajni, vedno smo vsi živčni, vedno smo vsi nekako tako, to je moja hrana, in vedno eno trgovini na blagajni, eni pretapo, ki je vedno tako, to je moja hrana. Vedno moraš dati palco v mesto, sem opazil, vedno damo to palco. Kada se še daj zgodil, da si plačal za celo vrsto? Da si bi tako, kaj, 500 evrov? A jebi ga, nis dal palco v mesto? A jebi ga, moraš dati palco, če ne plačaš za vse, to so pravila blagajne. A delate to, da date palco v mesto na blagajni? Vsi so še toliko zmatreni, da sploh ne čutijo več, vsi so še tako, še tako. No, imamo še 40 nagrad, tako da morate še malo stisniti z mano. Vsi, ki so prijeli nagrade, jim je zdaj popustil adrenalin, to so zdaj prosili, ampak ostali rabimo vašo energijo, tako da, a ste zato, da gremo kar naprej še na naslednjo kategorijo? Gospod, ste vi zbudu zdaj tam. Ja, smo, da. Ok, naslednjo priznanje bomo podelili za rekreativne in druge športne dosežke. Bi poprosil predsednika sveta zavoda, gospoda Iva Furmana, da se nam pridruži tukaj na odru. Dajmo aplauz za gospoda Iva. Živo, zdravo. Dobar, da pozdravim. Ok. Upam, da se ne boste pohitro utrudili s ploskanjem. Prejemnik posebnega priznanja naslednjega je Bernarda Verdik, in sicer Planinsko društvo Loče. Pomoč in podporo društvu vedno pokaže dobro voljo in se zaveda, kako pomembno je sodelovanje in druženje. Bernardo in pa Rajko Belc, prav tako prejemnik nagrade za posebnega priznanja, je veliko pomaga, planinec je, vedno pravi, da je vedno dobre volje, što se je zelo pomembno. Gledajte tam vrti, gledajte, ampak da se vrti. Martin Plivršek je naslednji prejemnik posebnega priznanja in sicer je osvojil prvo mesto na državnem prvenstvu, prihaja pa iz Motivacijskega društva Slovenske Gorice. Tako da Martin Plivršek, kaj je mogoče gospod Martin tu, Jan Kastec, tako prejemnik Jan, četrto mesto pokali Moravski Petric, tretji mesto Vitno v Bolgariji, Jan Kastec, a Martina Brans se ne pogovarja z tega. Primož Grišner, prav tako iz Bolgarskega društva, prav tako prejemnik Primož Grišner, tudi mi danes znali, ok, no, potem pa imamo še par, najprej zavodno društva Rok Točnik, nagrade Rok Točnik, četrto mesto
in pa Mirko Železnikar. Prav tako Kožarka, Evropsko prvenstvo, 3. mesto. 50 let, tako piše, malo več, okay. Vsi so ravno dopolnili 50, večere, vsi so bili 50, no, to so bili naši rekreativci, vedno malo aplauz za rekreativnici, druge športne dosežke, skupinska fotografija. Že je bilo 87 aktivno vključeno v delo AMD in tudi dodanje predsednik, tako da čestitke fotografiju. Jože Jakovič, prav tako iz avtomobilstva Srednje Stolice, vključen v delo 2008, trener vsestranski športni delavec. Danica Bezenšek, evo je prav za Danico iz Šefka Šeki Golač, Šefka Srbatik, Vlada Macedona, Vlada Macedona, Visina Državna Vsebica, Vsebira Vlada Macedona. Kar te klub vseki sveti Jernej, tudi kar za celotno delovanje karate kluba, tako da kar celotna ekipa, ki je organizirala policije, Poljska, Finland, Zmajetin, se pravi, da imamo kluba za uspešno organizacijo dogodka, kar 600 tekmovalcev v 60 držav in 2008 osvili so pripravili Slovenije in 65 klubi. Tako da, če ste karateristom, pa ne se to dalje skrivati. Ok, no? Imamo še nekaj priznanj. Stojan Fink je prejemnik nagrade. Stojan Fink za delo v ženskem tehničnem klubu je že 20 let trener in možno ekipe, potem druge ekipe iz članske ekipe, ta komice. Robi Matevšič je moja trener U13, U13A in U17, pomočni trener v reprezentanciji B, U18 in U20. Blaž Mekič, prav tako trener, že si drugi Gorice. Že več deluje v ŽKK, vodi U11, U11B in je pomočni trener v reprezentanciji B, U16. Toda imamo še 3 člane nogometnega društva in sicer Črt, Rožmalič, Emora Glas, nogometnega društva Dravinja. Je že 7 let najaktivnejši trener v klubu, upravlja sekretarsko delo, trenira že praktično vse selekcije. Rok Vodobilec, naslednji trener, Rok Vodobilec. Slovenija društva 10 let in šita je trener v naših kategorijah. Roka ni, bo pa še Matej Furman, prejmek priznanje Matej Furman, tudi 10 let in šita je glavni trener. Tako da, ok, to so tudi naši člani oziroma vsi športni delavci. Športni delavci najbolj zaslužni, najuspešnejši v občini Slovenske Konjice. Moram povedati, da sem bil 10 let mlajši, sem deloval v košarkaškem klubu Kranj in smo imeli skozi divje boje z Konjicami in takrat so bila Stojanom in Finkom, so bila smrtna sovražnika, skoraj da ne, nismo bili, smo se vedno gledali, krega smo se, tehnične napake so padale, ampak drugače po tekmi smo si vedno segli v roko in potem se nismo pogovarjali več. Super je, čestitke vsem. Gospod Ivo, vi boste tudi pošli, ne, kar počakajte, imamo še eno kategorijo, nekaj
nekaj društev praznuje prav eno poseben jubilej letos in sicer Red Power Taekwondo klub Slovenske Konjice letos praznuje 10 let delovanja, tako da prosim predstavnika, da se nam pridruži. A imamo koga iz Taekwondo kluba, ki bi še za jubilej za nagrade. Čestitke, Taekwondo. Potem prvi klub Slovenske Konjice letos praznuje 20 let delovanja. 20 let. Najprej se bomo zavedali, potem pa se prejasnili mnogo več, tako da že 20 let. Prvi klub Slovenske Konjice in pa prav en poseben jubilej letos praznuje Radio klub Konjice in sicer 50 let delovanja. Radio klub Konjice vzamemo en mal predah, kratek predah, malo uživamo v glasbi in v plesu. Z nami so namreč iz glasbene šole Slovenske Konjice oziroma iz glasbene šole. Dajmo en velik aplavz, kar pridite na oder. Prav en tak poseben nastop nas čaka, tako da glasbena šola Slovenske Konjice, izvolite. Glasbena šola Slovenske Konjice je bilo tole, hvala za tale lep nastop. Mi pa gremo še k parim nagradam. Imamo še nekaj nagrad, ki jih moramo danes podeliti. In sicer začeli bomo za najboljšo športno ekipo, tako da bi kar pozval gospoda župana, da se mi pridruži na odru, da podelimo najprej za najboljšo
žensko športno ekipo. Ženski kolektiv, ki letos spremljali za najboljšo ekipo, je ženski košarkarski klub Konjice. Velik aplavz za dekleta, ki so se letos organizirala med najboljše 4 ekipe v pokalu članic, 6. mesto v prvi ligi in pa edina ekipa, ki je sestavljala odlično domače igralce. Tako da velik aplavz za ženski košarkarski klub Konjice. Pa še moška ekipa, najboljša moška ekipa za leto 2018 je nogometno društvo Ravinja. Velik aplavz za nogometno društvo Ravinja. Tretje mesto v slovenski nogometni Sever. Ekipa razen enega igralca v celoti vzgojena v domači nogometni šoli. Tako da čestitke nogometno društvo Ravinja. Tako, čestitke tudi Vantom, hvala vsem. Zdaj pa je tudi, da podelimo prvo posebno nagrado, oziroma posebno priznanje, in sicer Županove nagrade za promocijo slovenskih Konjic preko športa. In sicer to nagrado prejme Tamara Zidenšek. Velik aplavz za Tamaro. Namesto Tamare nagrado prezirana Mama Ljudja, torej vami je to Ljudja, ki ste nam pridružili na odru. Namreč Tamara je trenutno samotnim v tujini in na enem izmed tehničnih turnirjev. Je pa Tamara pisala eno sporočilce, pa ga bom sam hitro prebral, bo imelo Tamare. Tamara pravi takole: tenis me v zadnjih letih popeljal po svetu, vendar svojih korenin nikoli ne pozabiš. Slovenske Konjice so mesto, kjer sem odraščala, kjer še vedno živi moja družina, tu sem obiskovala osnovno šolo in zaključila tudi gimnazijo. Tu se je začela moja pot, zato Slovenske Konjice vedno s ponosom omenim, ko me novinarji vprašajo še po čem drugim mnenje o tenisu. Prav je, da je res Slovenske Konjice odzvanja na vseh kontinentih našega sveta. Zahvaljujem se za podeljeno nagrado. Bolj dragi Tamara Zidenšek, velik aplavz za Tamaro. Namreč čaka nas še podelitev za športnika in športnico leta, tako da ta je bilo za najbolj napet del današnjega dne. Zdaj mi vsi verjetno pričakovanje, kdo bi to lahko videl, ker pa je, da je to vsako leto presenečenje, vsako leto je bilo drug in ponesljeno. No, pazite to, župan je tudi že pripravljen, podelili bomo nagrado za športnika leta in sicer to nagrado prejme Aljaž Venko. Velik aplavz za Aljaža. In sicer Aljaž je državni prvak v boksu, v kategoriji 75 kilogramov. Osvojil je prvo mesto v Slovenija Open, 9. mesto na turnirju v Beogradu in prvo mesto na turnirju v Sardiniji. Tudi prvo mesto na turnirju v Nightballu. Tako da Aljaž Venko iz Andreja Zagreb boksnog kluba je letošnji letnik nagrade za športnika leta.
Aljaž tudi nagrada za najbolj odličnega danes, zdaj je tudi prevzel, tam je Stefan Dora, ko se nam rekel, od karakteristik, da. Zato še mislim, da razimo še športnico leta, to pa je Martina Razer, Martina je tekmovalka v meni kopija na Evropskem prvenstvu v Berlinu, je skupaj 4. mesto. Na podelitvi najboljšega športnika v Sloveniji za leta 2018 je ženska kategorija zasedla 6. mesto. Tako da lahko rečemo, da je ena najboljših športnic v Sloveniji in to pravi klic, ko naj vrh dal za vas, Aljaž in Martina. Športnika da se na to še nekaj hitrih fotografij. Potem pa bi kar prosil tudi gospodo Lauro, da podelite denarno nagrado v imenu Zavoda za šport. Ste še dalje, se pa imamo že denarna nagrada podeljena, tako da smo že športnikom in športnico nekaj končali, hvala vam, obema, lahko se usedeta. Imamo pa še eno posebno nagrado, čestitke namreč, kot smo prej v začetku omenili, letos Zavod za šport praznuje 25 let delovanja in zato bi prosil za nekaj besed prvega direktorja Zavoda za šport, slovenski televizije, gospoda Dimitrija Kasteca. Tako da zdaj najbolj pomagati gospoda Dimitrija. Moram reči, da večina, ki ste danes tukaj prisotni, se takrat še niste rodili. Ko smo ustanovili ta zavod, ki je bil posledica tele izgradnje te dvorane, kot je prej povedal že župan, je šport se v slovenskih ulicah začel bistveno prej kot pred 25 leti. V 80-ih letih so bolniški košarkarji dosegali, lahko rečemo, kar vrhunske rezultate v slovenskem merilu in v telovadnici pri spodnji osnovni šoli, ki je bila premajhna, je kazala potrebe po izgradnji nove dvorane. Enako je bil problem za športno vadbo v osnovni šoli pod Gorom in takratne vodstvo občine Konjice, ni bilo takrat županoma, bila je skupščina občine, gospod Jože Balaga, ki je bil velik ljubitelj športa, je skupaj z takratnim direktorom gradbenega podjetja Politom Richteršičem po naključju ali ne, sta bila oba tudi začetnika košarke v slovenskih Konjicah, se je pristopila k gradnji te dvorane, ki je kasneje prerasla ne samo v šolsko telovadnico oziroma športno dvorano, ampak večnamenski objekt, kjer so se ob športnih prireditvah dogajale tudi različne zabavne in kulturne prireditve. Vse to skupaj z spremembami v takratnem političnem, ne bom rekel sistemu, ampak ureditvi, postali smo samostojna država, je pripeljalo do tega, da smo morali preoblikovati organizirano športa iz športne zveze oziroma zveze telesno-kulturnih organizacij, kot se takrat uradno reklo, smo kot najbolj optimalno rešitev za delovanje športa ugotovili zavod, javni zavod. Očitno je bila to takrat prava odločitev, ki se je izkazala za dobro in konec koncev že 25 let stvar funkcioniranje dobro. Smo reči, da sem prav ponosen, ko pogledam tole dvorano, ki izgleda, kot da je bila zgrajena pred parimi leti, zato vse iskrene čestitke vsem tistim naslednikom, ki so vodili ta zavod za šport in kot je že prej župan rekel, je zavod upravičil svojo ustanovitev in svoj obstoj, zato že čestitam vsem, ki so bili kasneje direktorji, trenutnemu vodstvu pa želim še bilo uspehov tudi za bodoče. Enako čestitam vsem nagrajencem današnjim. Pa bi prosil še enega govorca, samo da se nam pridruži gospod Ivo, prejle smo vas še spoznali, zdaj ste končno vas lahko povabili takole na oder, sem vas prej že malo takole. No, dajmo je veliko glas Ivo Furman, predsednik sveta zavoda. Spoštovani gospod župan, gospa direktorica Zavoda za šport, športniki, športni delavci, gostje, vsi zbrani tukaj v dvorani, dovolite mi, da vas prav prisrčno pozdravim v svojem imenu in v imenu sveta Zavoda za šport. Šport je lepa stvar, ki pa zahteva od posameznika veliko angažiranja in hkrati tudi odpovedovanja vsakdanjim stvarem. Da šport v nekem okolju
funkcionira, rabi dobro infrastrukturo in pa organiziranost. Zato bi se na tem mestu rad zahvalil lokalni skupnosti, vsem dosedanjim županom, športnim delavcem, sponzorjem, donatorjem, vam, dragi starši, in pa seveda športnikom za upravljeno delo v preteklosti. Zahvala in tudi vsem direktorjem Zavoda za šport in pa seveda tudi zaposlenim. Po 25. obletnici Zavoda za šport vam iskreno čestitam in nam želim uspešno delo tudi v prihodnje. Prav tako želim veliko uspehov v prihodnje vam športnikom, ponesite dobro ime Goric širom po državi in morda tudi po svetu. Današnjim nagrajencem iskreno čestitam, vam pa še želim prijeten večer in lepo druženje. Hvala lepa. Sedaj bi pa prosil še za lepšega. Hvala obema in pa še prav eno posebno priznanje imamo za nekoga danes, ki je kar nekaj let že tukaj v dvorani in pomaga športnikom, boste vi tudi predal priznanje. No, za prav posebno priznanje za zahvalo za čas, trud in predvsem neverjetno skrb za športno dvorano Slovenske Konjice pa prejme danes gospod Davorin Bauman. Hvala za gospoda Davorina. Kje je gospod Davorin, naj pride, prej smo ga videli po... Gospod Davorin, že prvi se vidi, da je v dvorani vse tako, kot mora. Še posebej je razima zavese. Da bodo športniki vedeli. Sam ne teče, da znaš. Imamo mikrofon? Kaj tega že? Imate še, kaj vse se držuje tukaj v dvorani? Kjer je še hvala? Najlepša hvala. Po tolikih letih dela v športu, kar mi je bilo vedno veliko veselje in mi bo še naprej. Ne vem, nimam besed, presenečenje je veliko, ne vem. Sem izvolil, da radi pridete, če se bo vklešena zavesa, pa če to nekaj zaves skače v to. Vaš komentar? Ja, moram, če ni razvoljena taka vreme. Dobro je se. Vi ste v bistvu zasluženi, da je pol lepem stanju. Ja, upam. Ja, da. Čestitke, hvala gospod Davorin. Svetek še vas. Preden se poslovimo, preden se pozdravimo, imamo še eno nastop, en poseben nastop. Z nami je namreč Jelly Dance Studio, tako da bomo zaključili tole prireditev z malce plesa in akcije, tako da, če ste pripravljeni, gremo Jelly Dance Studio in velik aplavz. Everybody here get it out of control. Mr. Mina said, everybody step, everybody step loose. Show begin.
J Dance studia, enega aplauz, hvala. No, tako. No, mi smo zdaj prišli na konec današnje predite. Hvala vsem, ki ste spremljali nas. Čestitke še enkrat vsem nagrajencem. Ne pozabite se zunaj slikati. Imamo prav en poseben fotobooth, ki ga je pripravil Photojoy, tako da se slikajte tamle, poiščite tudi Ano za fotografiranje, Hoda, razstava je še tamle, si pogledajte 25 let Zavoda za šport. Hvala vsem, čestitke nagrajencem, hvala tudi vsem svečanim gostom in se vidimo naslednje leto, oziroma naslednje leto bo spet podelitev športnika. Hvala. Hvala, gospod Marija, se vidimo. Ja.